Na koprski Bonifiki je potekal primorski derbi, domači Koper je pričakal nogometaši Gorice. Oboji so v zadnjem času v slabi formi, Gorica brez zmage že 5 tekem, Koper pa je zmagal le enkrat na zadnjih 8 tekmah v prvenstvu. Prvi napad za Koprčane streljal je Pekjuson in obramba vratarja Sorčana. Nekoliko premalo močno in natančno Pekjuson. Še napad za Koprčane, tokrat je streljal Park z ogromne razdalje in veliko dela za goriškega vratarja. Prva akcija tudi za Severno Primorce, poskušal je Sandi Arčon, tokrat mimo vrata razpoložen je bil Sandi Arčon na začetku prvenstva, v zadnjih tekmah pa ne najde prave strelske forme. Koprčani nevarni prek Kokoroviča, takole žoga na drugi vratnici in Pekjuson je potem tudi zgrešil strel in še napad za domače, oddaleč je meril Pekjuson, to je bila še zadnja akcija prvega polčasa, ki ni bil preveč živahen, manjkalo je pravih zaključkov in pravih priložnosti. Drugi polčas in strel Kapiča, izvrstna obramba Antoloviča, ki je prispeval pomembno obrambo za ohranitev neodločenega rezultata. Še napad za Gorico, tokrat si je priboril strel Kotnik, a meril nekoliko mimo vrat. Priložnost za Koprčane, Pranič si je pripravil prostor in strel, a tokrat mimo vrat Gorice. Še zadnja akcija tekme, priložnost za Goričane, tokrat je streljal Grudina z glavo, ampak obranil je strel Antolovič, ostalo je pri neodločenem rezultatu. Koper Gorica tokrat brez golov, 0-0. Pa znate šta ću vam reći, možda će vama moja izjava biti čudna, ali kako smo igrali, još sam zadovoljan. Šta da vam kažem, da vam lažem? Morda bo moja izjava čudna, ampak glede na našo igro sem izjemno zadovoljen. Imamo težave pri organizaciji igre, nimamo nobenega, ki bi kreiral igro, nimamo igralcev za to in nobenega ne želim kriviti. To, kar imamo na razpolago, je težko igrati, ker nimamo globine. Igramo široko, nismo dobri na drugi žogi, ne igramo žogo v svojih nogah, bilo je precej odsotnih igralcev. Imeli smo precej slabih igralcev v prvem polčasu in ne vem, če se bo to dogajalo še naprej, kajti vprašanje, če bodo igrali, pri meni ne. Tako pade cela ekipa, enostavno nismo bili na nivoju in nismo bili dobri in dejstvo je, da moramo igrati bolje. Ne bi rad preveč kritiziral, rad bi samo povedal, kaj sem danes videl in ena izmed redkih stvari, kar je danes dobro, je to, da nismo prejeli gola in izgubili. Po meni nismo bili dobri, ono što je jedino dobro danas je da nismo primili gol drugu utakmicu za redom, dobru utakmicu iz polu, Krško smo igrali 60 minuta. Odnesli smo točko, mislim da mi smo igrali dobro tekmo, še posebno drugi polčas. Zdaj prid sem na gostovanje, mislim da smo imeli 5 situacij, kjer bi lahko boljše rešili, da bi kaj zabili. Koper je imel eno v prvem polčasu, tako da moramo biti bolj konkretni, če hočeš zmagovati. Drugače, kar se tiče same igre in postavitve, ko smo tekmo vzeli, da smo hoteli igrati, polčas mislim, da smo dosta močno prevladovali na igrišču, samo ne moremo konkretizirati zadevo, ko pridemo tam okrog 16 metrov. In s tem pač moramo se še ukvarjati, že se ukvarjamo in bomo še naprej ustrajali na temu, da bomo bolj konkretni. Drugače pa mislim, da kar se tiče teka in pristopa, to mislim, da je bila podobna tekma kot proti Olimpiji. Vsaj v drugem polčasu, ker smo bili dosti bolj ambiciozni od domačinov.